Dober dan in lep pozdrav vsem, ki ste danes tukaj z nami na temo, ki mnoge v tem trenutku precej žuli, torej kaj se dogaja z energenti. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate preko zaslonov. Da ne odogovlačimo ali po napovedih, ki ste jih v bistvu malo ocenila, oziroma kakšne so napovedi, ali se kaže, da je vrh dosežen, ali se bo v bistvu še raslo, preden se bo začelo umirjati. Torej, mislim, da je kar nehvaležna taka napoved, vprašanje, če je vrh že dosežen. Toliko lahko odgovorim. Zdaj še vedno nismo gotovi, Cene so, moram reči, so kar volatilne. Zdaj recimo se pojavi omikron in se začnejo cene nafte recimo zniževati. To so pač te volatilnosti, ampak načeloma nekje mogoče prvo četrtletje, ali pa kot pravijo celo do sredine leta je kar negotovo, ali je to že dosežen plato. Najlepša hvala za tale izhodišča, ki so odlična za eno resno debato naprej. Zahvaljujem se vam, gospa Bednaš. Hvala lepa. In zdaj vabimo v bistvu, da se nam na odru pa, oziroma tukaj na pogovor pridruži pa gospod Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, pod katerim sektor spada tudi energetski sektor. Minister, v vsem tem, kar smo slišali, mogoče samo še en okvir v bistvu podam, v čemu se trenutno srečujejo podjetja. Napovedi okrevanja strani Evropske unije Evropske komisije so pravzaprav dobre. Kažejo, da bo recimo evroobmočje raslo letos približno 5%, naslednje leto več kot 4% in leto 2023 več kot 2%. Za Slovenijo so cene še nekoliko višje za leto, se pravi 6,4%, za leto 2022 4,2%. Hkrati pa ob teh napovedih vidimo tudi zelo divja gibanja na različnih trgih, ne samo na trgu energentov, o čemer se bomo največ pogovarjali. Vidimo torej rast inflacije, rast surovin, kot je prej tudi gospa Bednaševa v bistvu pokazala, te zelo visoke špice na grafih. Porušene so dobavne verige, transportne poti so porušene, ponekod so se za 8 do 10-krat celo podražile. Na področju kadrov je na eni strani tako manjko, kot na drugi strani pritiski na rast plač. Podjetja se srečujejo z zelenim prehodom, z izzivom trajnosti, geopolitično se preoblikuje svet, kar ima ponovno vplive tudi na to neko volatilnost, s katero se srečujemo. Pred vrati, oziroma ne pred vrati, ampak vsa podjetja se ukvarjajo z digitalizacijo, avtomatizacijo, torej ko se srečujejo s pomanjkanjem kadra in nujo po nekem tudi po trajnosti, so to klasični odgovori. In ob vsem tem, se pravi nekem obdobju neravnovesij in volatilnosti, v katerem smo se znašli, je zdaj pravzaprav še tako kot neka bombica eksplodiral tudi trg energentov. Na posameznih področjih se je beležilo, kot smo že videli, ampak mogoče če še enkrat se povem, elektrika se v enem letu podražila za približno 100%, od tega približno 70% zaradi rasti cene plina. Plin v Evropi je približno 8-krat dražji, kot je bil. Tudi v Aziji raste, ne samo v Evropi, kjer se predvideva, da je pretežno zaradi domino efekta manjših dobav ruskega plina, kar je potem vplivalo na večje cene. Vse to pravzaprav povzemam iz ugotovitev, ki bodo objavljene v najnovejši reviji SBC Podjetnika. Skratka vidimo, da je ta trg energentov v bistvu ponorel. Kako ga razumeti, kako ga vi razumete z vidika recimo konec koncev oblikovalca neke politike, kaj vidite, da se pogovarja ali pa kakšni pogovori tečejo na ravni Evropske komisije, ali je ta trg urejen dobro, če lahko pravzaprav taki šoki se dogajajo, ali je to za neke enkratne točke, ki ne zahtevajo posegov v sam sistem? Najlepša hvala in hvala za vabilo. Najlepša hvala in hvala za vabilo, spoštovani predsednik. Torej, celoten uvod ste našteli, gre z roko v roki, zlasti z inflacijo.
tudi energenti pa cene surovin potrujejo k temu, da je pač inflacija takšna, kot je. Takšna inflacija, kot jo imamo, zagotovo ni dobro. Mi se na vladi večkrat pogovarjamo o tem, kaj bo sledilo naslednje leto. Zlasti zaradi tega, ker so določeni vzorci zelo podobni tistim, kot so bili na primer leta 2007. Zlasti, kar se tiče, če potegnemo vzporednice nepremičninskega trga, potegnemo vzporednice glede cene materialov, pač mi imamo ogromno odprtih investicij. Mi imamo takšne proračune, da s tem investicijskim tokom ima multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo, želimo res pospešiti rast GDP-ja in ta trenutek nam to kar uspeva. S tem, da vedno bolj smo soočeni z dejstvom, prihajajo različni zahtevki na javnih investicijah zaradi draženja cen surovin. Tukaj je zlasti jeklo, železo, tudi ostale surovine. Veste, da imamo recimo odprto investicijo drugi tir, zaenkrat nimamo še nobenega aneksa naslova draženja surovin, ne? Ampak prej ali slej bo to prišlo, ne? Imamo še mnogo drugih odprtih investicij, večmilijonskih, ko se v bistvu državna podjetja soočajo s to težavo, da bodo prihajali zahtevki v naslednjem letu. Draženje materialov pač botruje temu, ne? Do kdaj se bodo te materiali dražili? To je težko napovedati, ne? Smo pa mi na to pripravljeni, ne? Da bo potrebno naslednje leto malce drugače streči celotni zgodbi. Jaz ne bom rekel, da se naslednjega leta bojim, sem optimist, zato ker mislim, da je naša država dovolj fleksibilna, da imamo recimo za razliko od leta 2007 je glede na okoliščine, imajo banke dovolj denarja, so banke ustrezno dokapitalizirane, da lahko potem investirajo naprej gospodarstvo in tako dalje. Cene energentov, kar je pa osnovno vprašanje. Mi smo imeli že 3 vrhe energetskih ministrov na to temo. Prvič septembra tukaj v Ljubljani, drugič sem sklical kot predsedujoči energetskim ministrom energetski vrh v Luksemburgu in potem prejšnji teden smo se spet sestali v Bruslju, ne. S to krizo se sooča še bolj kot Slovenija, morate vedeti, da se soočajo druge države članice bolj kot mi. Jih je bolj prizadelo cene energentov. In nekatere države so sprejele tudi drastične ukrepe. Zagotovo, kakor je na zadnji seji energetskih ministrov dejal gospod Zingersan iz Acerja, je nekako pričakovati, da se bo trg umiril nekje aprila meseca. Takrat se bo začel umirati. Do takrat pa bo to, kot kaže, še vedno trajalo, ne? Kaj je problem? Problem so zaloge plina. Te so bile zaradi dolge zime v Evropi res prazne. Slovenija recimo ni odvisna od plina za proizvodnjo električne energije. Mi imamo sicer v Brestanici 2 turbini, pa v Tešu imamo tudi plinske turbine za proizvodnjo električne energije. Ampak mi nismo odvisni od plina za proizvodnjo električne energije. Drugače pa z Nemčijo. In tudi napoved Nemčije, second stream, ne? In dodaten uvoz plina iz Rusije in tako naprej. In tudi javno komuniciranje, da bo plin prehodni element za proizvodnjo električne energije, je tudi na tem špekulativnem trgu potreboval k temu, da smo te cene zlasti v Evropi ponoreli. Tukaj so še drugi dejavniki, ne? Ki jih opažamo. CO2 kuponi. Kar pozabljamo na to. Ampak, gospe in gospodje, CO2 kuponi so bili na začetku tega leta približno 20 €. Danes, včeraj, je CO2 kupon končal na 80 €. Na 80 € so emisijski kuponi končali. In to vse poriva cene navzgor. Zdaj, kako se kupujejo CO2 kuponi? Tukaj gre spet za trg, ne? Ali je ta špekulativen ali ne? V preteklosti je trg dobro deloval. Jaz trdim, da trgu je treba zaupati, da pač ne moramo spet iti pred leto 2007 in ta trg regulirati, ker je bilo to napačno sporočilo. Je pa dejstvo sledeče, in to se strinjamo vsi ministri v EU, pa tudi naša vlada. 2 ključna elementa sta, ki jih moramo se zavedati, da v bodoče ne bodo ti trgi tako volatilni. Prvič, energetska neodvisnost in neodvisnost od uvoza fosilnih goriv. Pravi, mi moramo res narediti nek game changer, da ne bo Evropa več odvisna samo od uvoza plina samo iz ene države.
Ta trenutek smo mi v Evropi odvisni približno 75% od ruskega plina. In to je to. In kaj to pomeni? Ta neodvisnost pač pomeni dodatna vlaganja v obnovljive vire energije, ki so pač trajni, ki jih imamo tukaj, ki so nam na voljo. S tem ima Slovenija, moram priznati, silne težave, pa ne, da ne bi imeli ideje, investicije, ampak vsi ostali birokratski postopki, ampak lahko o tem malo kasneje. In dodatno napraviti, se pravi, in dodaten močan brezogljični vir, ne. Tukaj pa so nove tehnologije tudi na voljo in jedrska elektrarna, drugi blok. Mi, če hočemo ta volatilni trg dolgoročno ali pa srednje in dolgoročno preprečiti, da bi prihajali do teh ekstremov, potem moramo biti energetsko neodvisni in hkrati zasledovati okoljske cilje. Z nuklearno elektrarno, drugim blokom in podaljšanjem obstoječe bomo to dosegli. Komu všeč, ali komu ni všeč, ampak jedrska energija je tista, ki sicer veliko stane, ampak benefita zelo veliko, pa še brezogljičnega odtisa je. Seveda, smo ravno tako odvisni od uvoza urana in tako naprej, ne. Ampak, ne, ta trg je mnogo bolj specificiran, je mnogo bolj drugačen, kot pa recimo trg zemeljskega plina. In če sklenem, mi se s cenami energentov, se potem verjamem, da bi vprašanje, kakšni bo ukrepi in tako naprej. Mislim, da v bistvu med ministri na dnevni ravni s tem ukvarjamo. Je pa zelo težko poseči v trg in trg nazaj regulirati. Jaz trdim, da se bo, po mojem mnenju, tudi aprila, zaupam regulatorju, to je Acer, ne, verjamem, da se bo takrat trg stabiliziral. Za ceno električne energije se strinjam z nekaterimi direktorji, da nikoli več ne bodo tako nizke, kot so bile. Vi morate vedeti, da mi smo imeli res nizko ceno električne energije. Ravno zaradi tega, ker je bila ta cena električne energije tako nizka, je prihajalo do zelo poznih zakupov pri velikih porabnikih in v bistvu so še danes brez zakupov. To so recimo energetsko intenzivna podjetja in so danes v velikih težavah, ne. Tem podjetjem bo treba, tako kot končnim odjemalcem, fizičnim osebam, bo treba tudi za ta podjetja nekako poskrbeti, ker se ne predstavljam, da recimo nek železarno Jesenice in tako naprej. To so velike težave, ne to, da porabijo 4% električne energije. V Sloveniji samo ena železarna, ne? Ali pa 10% proizvodnja aluminija v Kidričevu, ne? Pravi, to so hudi problemi, ampak tega se zavedamo, no? Zdaj pa naprej lahko ukrepih. V ukrepu sigurno še pride, mogoče najprej še čisto tako ljudsko vprašanje, ki ga nam zastavil tudi eden od članov. Zakaj cene električne energije tudi v Sloveniji tako zelo rastejo, če imamo pa lastno proizvodnjo, torej zakaj je odvisnost od gibanj na svetovnih trgih tako velika, konec koncev so tudi ta podjetja, ki proizvajajo električno energijo, so državna podjetja. Kako odgovarjate, minister? Ja, mi nimamo instrumenta, da bi na Karavankah pa v Italiji rekli, tukaj bomo kable pricvikali, ne, pa ne bo šla več naprej elektrika. Enostavno, cene električne energije se oblikujejo na borzah, ne. Imamo borzo v Leipzigu, imamo recimo v Budimpešti, v teh dveh borzah Slovenija zelo odvisna in tam se oblikujejo cene električne energije. Dolgoročno za naš energetski sistem je ta energetska neodvisnost zelo pomembna, ne. Pa tudi za bodisi katerekoli nesreče, naravne nesreče, žled, na primer, je ta robustnost sistema, kot ga imamo zdaj, ne, zelo pomembna. Ampak enostavno to ne gre. Mi moramo zaupati nekako trgu. In poglejte, ali trg v Sloveniji cene električne energije deluje ali ne deluje, nam kažejo dogodki zadnjih 2 mesecev, da trg samo deluje. Kajti samo en ponudnik, no zdaj je še en drugi ponudnik iz Maribora, napovedal dvig cene električne energije. To je bilo eno državno podjetje, ampak ostala pa še ne, kar se tiče za fizične osebe. Za fizične osebe govorim, ne. Hočem reči to, da jaz še vedno sem na stališču, da je prvi ukrep, ki ga ima končni odjemalec, fizična oseba, najranljivejše skupine, zelo enostaven ukrep, in sicer zamenjava ponudnika. Je pa neodgovornost spet od drugih ponudnikov določena dejanja, kot smo bili priča v zadnjih 14 dneh, tik pred zdajci odpovedi pogodb. Država ima sistem, da pač dobavlja električno energijo potem tudi tem, ampak je bilo pa to po
mnenju preuranjene odločitve oziroma so bile zelo neodgovorne. Ne. Ampak na koncu se bodo ljudje pač odločili, pri komu želijo biti. Naprimer, podjetje, mislim, da smo v tej stavbi, ki prodaja električno energijo, se ni odločilo za dvig cen električne energije, kajti so delali te zakupe dovolj pravočasno. Videli so tudi tržno v Sloveniji predvsem boli, naprimer, to smo videli za javno Petrol in GEN-I je napravil trikratni dvig cen elektrike za te zavode. Ne? Ampak s tem se ukvarja res celotna EU, ne? Nismo samo v Sloveniji v tem problemu, ne? Da ne pomoč. In glavno vprašanje je to, kar ste ga že sami v bistvu napovedal, torej kako se lahko v tem trenutku ukrepa. Nekatere ukrepe smo že slišali, ki so vezane na gospodinjstva, o kuponih se govori, energetskih kuponih, verjetno boste tukaj kaj komentirali, in pa kako pa v bistvu torej tistemu delu gospodarstva, ki se je znašel pred mogoče v tem trenutku nerešljivo uganko, kako razrešiti problem. Lahko tudi rečemo, ali so se sami znašli v nerodnem položaju, ker niso pravočasno zakupili cen, ampak lahko je zvoniti po toči, ko veš, kje si, ne? Medtem ko napovedovati naprej je pa mnogo težje in tem je treba živeti. Torej, kaj lahko se tukaj naredi, da ne pokleknejo podjetja, ki jim ne bi bilo treba samo zaradi tega, ker je nekaj se popolnoma novega odvilo na enem od trgov. Ja, kar se tiče, se pravi, fizičnih oseb, smo ukrepe že predstavili in bomo tako za najranljivejše skupine ljudi poskrbeli. Jaz tako rečem, da za upokojence je že predlog v mizi v Državnem zboru, in sicer v okviru PKP-ja enkratna pomoč za tiste prejemnike, ki dobivajo pokojnino pod 500 evrov, tako imenovana, se dobijo okrog 100 evrov te upokojenci in tako naprej. Potem za fizične osebe najranljivejše, okrog 77 tisoč jih je ukrep energetskega bona. Če bi cene električne energije vsi ponudniki dvignili, imamo zelo enostaven ukrep. In sicer že lani v COVID krizi smo prispevek, ki ga vidite na položnici, ure in ove, to je približno 6 do 7 evrov, smo lansko leto to zbili za 3 mesece. Seveda, potem je tega manj v podnebni sklad, oziroma v sklad na Borzen, kamor se ta denar gre in gre v bistvu izključno za obnovljive vire energije pa učinkovito rabo energije. No, ampak to je tisti res skrajni ukrep, če bi res videli, kam bojo zblaznele cene. Ne? Ampak zaenkrat pa smo imamo energetske bone pripravljene za najranljivejše skupine ljudi, za podjetja. Zagotovo, podjetja niso zakupovala cene elektrike, takrat, ko je bila elektrika poceni. Niso delali dolgoročnega kupa, ampak se strinjam z vami, zdaj nazaj govori, da so to špekulanti, mislim, da so niso špekulanti, ampak enostavno so rekli, cene so take, lahko še padajo, lahko ne, lahko ostanejo iste. Bomo jih kupili pa oktobra. Vem, da ta podjetja so se na MGRT že obrnila, kaj bi lahko naredili, imamo pobudo za ustanovitev posebnega sklada z tega naslova, strani Gospodarske zbornice Slovenije, in okrog tega bomo na eni izmed naslednjih sej vlade tudi sprejeli določene odločitve. Problem je sprejemati odločitve, še preden vidimo mi odzivnost celotnega trga. Zato, gospa ve, če zdaj sprejemamo nek ukrep, ki potem ne bo prijel in bo to lahko samo potrebovalo k temu, da cene potem dolgoročno ne padajo, potem je to lahko samo spodbuda špekulantskemu trgu, da recimo ostaja špekulantski. Mi moramo pač preprečiti, da ta trg postane še bolj špekulantski, kot je. Lahko enostavno sprejemamo ukrepe iz podnebnega sklada, zmečemo ogromno denarja, ampak ali to dolgoročno pomeni rešitev? Dolgoročne rešitve, pa long-term solutions izključno so povsem druge, da naredimo to energetsko neodvisnost, kot pa to, da bi lahko samo zmetali denar v določen segment. Ampak trdim pa, da energetskim intenzivnim podjetjem lahko povem, da ne bodo ostali sami. Zagotovo ne, zlasti tisti, ki so veliki res porabniki električne energije in tudi veliki zaposlovalci doma pomote.
Torej za državljane so ukrepi že v bistvu precej razdelani, za gospodarstvo pa, kot vas razumem, se pa pripravljajo in v tem trenutku še ni znano točno, kakšni bojo, ampak razmišljate o oblikovanju sklada za pomoč torej podjetjem, ki bodo najbolj prizadeta zaradi visokega dviga energije. Sem pravilno povzela, torej bomo o ukrepih bomo izvedeli za gospodarstvo v kakšnem tednu, 2, 3? Glede ukrepih za gospodarstvo, zato je zadolžen sicer MGRT, ampak imamo različne pobude, ki so prišle, ki so dospele in gospodarstveniki sami so izoblikovali. Kakšna bo končna odločitev, ne želim špekulirati, zaradi tega, ker se bomo ministri potem to seveda dogovorili. Je pa res, da bo treba biti tukaj še bolj odziven, kot so bili recimo pri fizičnih osebah, to, da je ta udarec zelo velik, da so, recimo, če pogledamo samo za zavode, ki jih v bistvu država financira posredno, je to zelo velik udarec, cena električne energije v zdravstvenih zavodih 3-krat večja. Mi bi lahko to dali v investicije, v bolnice, ta denar, bolj namenjen temu, ki potrebujemo recimo nove bolnišnice in tako naprej. In to pomeni res veliko strošek. Kakšni bodo končni ukrepi za gospodarstvo in kako? V tem se bo vlada še odločila, na kakšen način priskočiti pomoč. No, če mogoče na drugo temo, s tem vendarle povezano, ko ste jo prej že tudi odprl, slovenska samozadostnost oziroma samooskrbnost tudi na energetskem področju. Ste zagovornik jedrske energije, ki je brezogljična in daje v bistvu najhitreje največji rezultat potem, ko je enkrat že zgrajena. Vemo, kako je pa z umeščanjem v prostor in z gradnjami tega, torej tukaj že neka časovnica precej oddaljena. Vmes se trudimo na področju obnovljivih virov energije, kjer pa nam v Sloveniji ne gre dobro. Ne pri sončnih elektrarnah, oziroma zdaj lahko vidimo že marsikatero stavbo, ki ima streho ozelenelo oziroma osončeno, pri vetrnicah nam še kar nikakor ne gre. Kje vidite vi, minister, da se da stvari pospešiti, da gremo bolj v smer teh trajnostnih obnovljivih virov? Mi imamo res čuden sistem, ampak tega ne vem, kako bomo premaknili. Kaj je narobe z nami, da imamo v Sloveniji samo 2 vetrnici? Res, kaj je z nami narobe, da imamo take ptiče, da so vetrnice problem, samo v Sloveniji? Povsod po Evropi, po svetu, pejte po Dalmaciji, imajo vetrnih polj, res veliko in izkoriščajo ta vetrni potencial. Drži, Slovenija nima ogromnega vetrnega potenciala. Umeščamo pa ta trenutek v prostor 4 vetrna polja, na Štajerskem. In to traja, ker pri nas se umeščanje v prostor res traja. Vsi gospodarstveniki veste, da če se odločite, da boste napravili na ničkano halo, to traja lahko tudi po več let. In to je ta problem, ki ga imamo. Potem hidropotencial. Mi imamo vodni potencial, zagotovo še za 10 hidroelektrarn. Na Muri ne moramo več narediti, ker bolj že ne omenjam tega. Zaradi tega v Avstriji imajo na Muri hidroelektrarne, da bo pomote. Pri nas pa bi lahko s hidroelektrarno na Muri tudi rešili marsikateri problem z namakanjem gladino Mure in tako naprej, bi tudi lahko Muro. Preko 40 v Avstriji na Muri. Skratka, ogromno število. Vem, da jih ima, števila ne vem, ampak vem, da jih ima veliko. Ampak pri nas smo v preteklosti sprejeli odločitev na Muri nič. Mokrice je na sodišču, iz sodišča na MOP, gor pa dol, traja to že dolgo časa. Mislim, da 5 let že delamo Mokrice. Potem pa imamo zdaj umeščanje v prostor 3 na srednji Savi. To smo končno 1 let nazaj sprejeli to odločitev in zdaj šlo umeščanje v prostor. Sonce. Ja, sonce je prihodnost. To vsi govorimo, imamo sonce, smo na sončni strani Alpe. Vi veste, koliko mi proizvedemo električne energije sonca ta trenutek? 1,8%. Imamo sonce. In govorimo, da je sonce nas potencial. 1,8%. Sonce je super, ampak med novembrom pa aprilom ga ni. Oziroma ga je zelo malo. V Ljubljanski kotlini sploh. Imamo potencial, da še dodatno naredimo sončna polja in tako naprej, oziroma polja za fotovoltaike, zlasti na degradiranih območjih rudarskih površin. To je recimo HSE odprlo tako lepo investicijo.
sonce je res priložnost. Ampak vse to skupaj, vetrnice, sonce, hidro, bo brez novih tehnologij od vodika naprej, ne? Brez vlaganja v nove tehnologije, hranilnike energije, mnogo premalo. Zlasti pa bo mnogo premalo pri tem, da vse analize kažejo, da bo pač potreba poraba električne energije rasla. Mi bi radi imeli mrzlo pivo v hladilniku poleti, toplotno črpalko na elektriko, seveda, ne, vse po zimi, radi pa bi imeli čez 10 let tudi električni avtomobil, pa to ne enega doma. Torej, kako? Vete, brez robustnega sistema bo to nemogoče, brez nuklearne elektrarne, novega bloka in s podaljšanjem obratovanja zdajšnjega bloka bo to nemogoče. Tega smo mi sprejeli in izdali energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke, vodno postopke, da podaljšamo obratovalno dovoljenje za zdajšnji blok do leta 2043. Začeli smo z razpis, mislim, da je zdaj že razpis končan, ne? Za odlagališče radioaktivnih odpadkov v Vrbini, velika investicija, 50 milijonov evrov, zaradi tega, da bomo imeli kam odlagati jedrske odpadke. In začeli smo, še nekaj treba imeti v vidu, ne? Premog. Cene premoga so šle gor, CO2 kuponi grejo gor, mi imamo pa novo termoelektrarno v Šoštanju, za 1,4 milijarde evrov, začeli smo jo obratovati leta 2015 in dela zgubo. Lansko leto ta naredila zgubo za 200 milijonov evrov, letošnjo leto bo računovodske izgube še več. In najprej moramo se narediti čistega vina, koliko imamo mi sploh zalog premoga. Ne bilančen izkop, koliko je dejanskega izkopa v Velenju, v Šoštanju. Pravi, koliko je dejanskega, ne koliko mi ocenjujemo del spodaj in ne vemo, koliko je kaloričen. Ampak koliko je tistega, ki nam bo delal plus. In mi imamo pripravljeno strategijo izstop iz premoga z letom 2034, se pravi kot končen cilj. Ampak to pomeni, da se mi pri tem našem energetskem miksu odpovemo 28% proizvodne električne energije. 28%. Kako to nadomestiti? No, in tukaj je odgovor, zakaj smo izdali energetsko dovoljenje za drugi blok. Torej, nadomestiti izpad termo in še dodatno krepiti energetsko neodvisnost samo z obnovljivimi viri energije, s katerimi imamo ogromen težav pri umeščanju v prostor, brez jedrske energije je nemogoče. Pri obnovljivih virih energije, pa Šmuc, mi smo tako slabi, da nam te zelene energije v letu 2020 ni uspelo dovolj proizvesti, da bi bili nad temi evropskimi cilji, ki smo si jih zadali. In kaj je sledilo? Da smo mogli to zeleno energijo dokupiti v višini 4,8 milijona evrov od Češke. Oni jo pač proizvedejo dovolj, nuklearka naprej pač imajo. In mi smo kupili od Čehov zeleno energijo. Prejšnji teden smo v Bruslu podpisali ta sporazum. Borzen bo dal finančna sredstva za to v proračun in potem to odkupimo. Ampak smo med najslabšimi v EU glede obnovljivih virov energije. Trdim, da denarja je dovolj. Evropski spodbud je v višini 300 milijonov evrov z evropskih skladov. Imamo lahko tudi investitorje, dobre podjetnike z novimi tehnologijami, ampak problem so dolgotrajni postopki. In žalostno je, da kot minister to govori, ne? Kaj lahko v zvezi s tem naredite? Ker to je nekako skoraj vsaka vlada pride s tem, da bo nekaj spremenila, ker se vsi zavedamo, da je to nora situacija, ki jo imamo, da ne dobivaš, skratka, da podjetje ne more niti najobičajnejših stvari dobiti v nekem normalnem roku, kaj šele za stvari, ki so nekoliko bolj zahtevne. Rekel ste prej, da ste za leto 2022 optimist, ali ste optimist tudi na področju pospeševanja postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja raznih dovoljenj? Ja, jaz sem optimist, je vse brez veze, jaz sem optimist, ampak bo pa treba res spremeniti tudi miselnost ljudi. Vsak, ki ima 5 minut časa, gre na sodišče in se gre tožariti in ustanoviti civilno iniciativo. In potem prihaja tudi do izsiljevanja. Pa se to vi podjetniki tudi veste, kako je to. Resno, pogledajte, ja, gospod Pečečnik ima status. Ampak ne moramo razumeti, da ima, kako je že tista riba, ki je noben ne videl, sicer pravijo, v mokricah, večji interes kot pa vse ostalo.
In mi v bistvu sodišče za te mokrice vrača žogco in tudi tukaj je sodišče tisto. Pravno sodišče na tem postopku mokric, ne bom rekel nagaja, ampak postopke dejansko se zavlačujejo zaradi tega, ker pač se ne sprejme končne odločitve. Kaj bomo naredili? Jaz mislim, da treba tukaj poenostaviti dolgoročno zakonodajo presoje javnega interesa. Kaj je javni interes in kaj ni javni interes? Noben noče uničevati naše narave. Noben. Zagotovo ne. Ne politika, ne gospodarstvo, ampak je pa treba presojati, kaj je javni interes. Ali je res domisel, da ne bi poskrbelo bi zgradnji mokric za uno ribo, ki bi se šla zrastiti malo više gor, vsi bi to poskrbeli, vse bi to naredili, tako kot smo naredili pri hidroelektrarni Brežice, na primer. Ampak to društvo za zaščito rib, mislim, da je zaščito rib, znova in znova vlaga pritožbe na sam postopek. In potem tukaj prihaja do teh težav, da čakamo in te birokratske milini ne vidijo. Mislim, da treba sprejeti in poenostaviti zakonodajo umeščanja, pozor, in to smo že na vladi govorili, umeščanja strateških objektov v prostor. Tukaj treba narediti interventni zakon, ki upam, da ne bi doživel referendum, ampak poenostaviti stvari z umeščanjem teh objektov v prostor, strateških za državo. Zdaj, mi ne bomo nikoli prišli do umestitve nuklearne elektrarne v Krško v prostor, zagotovo. Minister, našteli ste kar veliko, v bistvu so se kar sprehodila skozi celotno temo. Odprla bi še za vprašanja naših članov, kaj vas v bistvu muči. Izvolite. Več stvari. Ena izmed njih je, da mislim, da trg ne deluje nikjer, ker se zelo nelogične stvari dogajajo. Pravite, da je Slovenija manj odvisna od plina, pa imamo dražjo elektriko kot v Nemčiji, ker na Karavankah ne moremo kabla prerezati. Zdaj, tudi če bomo imeli nuklearko, dodatni blok, ko bomo takrat omejili, bom rekel, ta izvoz električne energije, če ste imeli to v mislih. Druga stvar je energetski kuponi, mislim, da jih je na trgu preveč, premalo gre v obtok, kakor sem jaz po svojih informacijah slišal, in pač nekdo jih spretno jih je v pravi čas odkupil, pa jih zdaj zadržuje in je verjetno tudi s tem špekulacijam povzročil take cene, ne vem. Verjetno imate vi več informacij, pa mogoče me ta stvar tudi malo zanima. Pri energetskih kuponih lahko rečem tudi mi zaznavamo, da trg zelo špekulativen, da gre tukaj za just home business, ki bi bilo treba drugače izkoristiti glede energetskih kuponov. Nekako ne deluje. Kaj je narobe? Ker vemo, da obstajajo določena podjetja, ki se ukvarjajo s tem, pa ustvarjajo milijardne promete. Tudi v Sloveniji imamo take posamezne. Drži, ko bomo enkrat rekli, da pač trg ne deluje in ga gremo nazaj blokirati, kot je bilo pred 1.1.2007, pa fiksiramo cene plina. Sem ta trg je vzpostavila Evropska komisija. Tudi ne more Slovenija znotraj energetske unije samovoljno regulirati tega trga. To bomo bili osamljeni jezdici. Tudi drugi imajo podobne težave. To sem tudi jaz želela ravno tako vprašati, minister, ali so razmišljanja o kakršnikoli drugačni ureditvi, ker če si je nekdo nekaj izmislil z nekim namenom in se ta namen potem izrodi, potem verjetno treba nazaj poseči v osnovne predpostavke tega trga, ki je bil torej narejen z določenim namenom, zdaj pa v bistvu škoduje. To, kar je gospod dejal, to je zapoved vprašanje. Mi smo imeli na ravni Evropske unije med ministri, jaz mislim, da je bila Češka, še nekatere druge države, glede CO2 kuponov, da se jih trenutno omeji, oziroma da se blokira. Zaradi tega, ker ključen, niti ne toliko zdaj, ampak v preteklosti, na začetku leta, oziroma na začetku te krize, pogon rasti so bili CO2 kuponi. In so bile pobude, da se jih omeji. Ampak so pa spet na drugi strani države, neenotnost EU-ja, so spet na drugi strani države, ki so temu nasprotovali. In tukaj se vidi različne interese nekaterih držav članic. Ne more pa Slovenija samovoljno tukaj noter reagirati. Sem še eno levo popolj se pa umaknem. Se pravi, še zmeraj pa ni ena zadeva tudi jasna. Se pravi, cena električne energije je zdaj že 3x4, ne? Se pravi, TEŠ ima svoj premog v bližini, pa kljub temu, kako ustvarja zgubo tako visokih cenah, vse imamo svoj premog. Nerazumljivo. Zdaj moramo vedeti, koliko kaloričen je ta premog naš,
kakšne so bile predpostavke v preteklosti, se pa z vami strinjam. Pa zdaj Takole faktor 4. en podatek vam povem. Tež 6 je bil v zadnjih 4-5 mesecih zelo velikokrat popolnoma zaustavljen, da smo poganjali petko, ki ima mnogo več izpustov in mnogo 50%. Veliko bilo kvar. To je prva stvar, druga stvar. Ključno je vprašanje za vodilne na HSE-u. Mislim, jaz vem, ampak mislim, da je to javno predvajano. Kaj so oni zakupovali CO2 kupone in kako so hedžali? Zato, ker če bi oni CO2 kupone zdaj prodajali, pa da jih bi zadržali. In v preteklosti kupili, ki so bili po 5 evrov, bi po vsej verjetnosti danes stokali velike dobičke. Če so pa oni reševali svoje poslovanje 2 leti nazaj, pa lansko leto, s tem, ker so odprodali CO2 kupone po tisti vrednosti, kupili pa so jih za nekaj evrov cenejši, potem pa so danes v težavah. In jaz ne vem, kako bo Tež naslednje leto preživel, če bo kupoval kupone po 80 evrov. Že zdaj ima težave. Se pa strinjam z vami, da je cena električne energije je pač krat 4, nastala ena težava. Oni so bili ustavljeni in so dolkali milijonske izgube in gonili so plinsko turbino po ceni 3-krat dražji, zato ker je cena plina bila takšna, kot je zdaj. 2 turbini, ki jih imajo. Zato ker so imeli sklenjene pogodbe za prodajo električne energije po določeni vrednosti. Tolkali pa so plin po določeni drugi vrednosti. Takšne podatke imamo, zato bo javno objavljeno. Mislim, da v enem izmed poslovnih sajtov. Jaz mislim, da bi mogli to tudi enkrat povabiti, recimo to podjetje sem, da bi na temo Teša dolgoročne strategije in poslovanja. Nazadnje tukaj se tiče vseh davkoplačevalcev, ki so v njega vložili milijardo 400 milijonov evrov v to zgodbo. In naj povem, da to so javno objavljeni podatki, oni točijo velike izgube. Računovodske izgube bojo v tem letu zelo velike. Zelo velike. Mislim, da se niti nočemo preračunati do leta 33, ko ste rekel po 200 milijonov, če bo tako izguba vsako leto, do kam pridemo. Izvolite. Ja. A smo vam vsem odgovorili? Tudi prvo vprašanje, ki ste ga imeli na cene elektrike, primerjava z Nemčijo, se pravi gospodarstvo, kakšne cene plačuje. Ste dobili odgovor na to? Ne vem, drži, ne vem, ali je v Nemčiji nekaj nižje cene. Ne vem, sem rekel, cirka 20%. Jaz mislim, da, kako imam jaz v glavi podatek, so v Nemčiji više cene električne energije za fizične osebe. Za proizvode pa tega ne vem, ampak za fizične zagotovo. Da ne govorimo na Danskem, zelena energija stane. Na Danskem je 2-krat višja cena za fizične odjemalce. Lani so imeli Nemci rekord, 72 ur je bila negativna cena. Dobo si denar, če si jo vzel. To je bil unikum. Plačevali so, da je Francija vzela. Enostavno imeli so viška. Zdaj se je pa stvar vrnik zaradi plina, pa tega čisto na glavo postavimo. Ravno to pač govorimo o tem, da v Nemčiji recimo fizične osebe plačujejo več. V Sloveniji je ta stvar ravno obratna. Prej ste rekli, da so državna podjetja dovolj hitro zakupila energijo, da lahko fizičnim osebam še vedno ponujajo po izjemno nizkih cenah to električno energijo. Zakaj se ni isto zgodilo v primeru gospodarstva? Zakaj je gospodarstvo vedno obsojalo na to, da praktično mora plačevati oziroma dobiva ponudbe na 24-urno veljavnost? To smo se vseli zaprnesli. Mislim, da ni skrivnosti. Jaz se to težko odgovorim na to, mislim, zakaj. Rešitev je potem, da spet reguliramo trg, pa postavimo ceno. Mislim, nelogično je, da gospodarstvo financira na koncu zdaj porabo fizičnih oseb, a hkrati bo pa moralo tudi država financirati izdat kupone, zato da bo fizične osebe imeli po nizki strani električno energijo in pa še gospodarstvo, da bo gospodarstvo preživelo. Torej, 2-krat bo dala država, plus podjetje daja. V osnovi se strinjam. V osnovi imate prav, kakšna rešitev, da premenimo fizične osebe dodatno. Nekaj rešitev, ampak trenutna zgodba kam kaže, da je za skupaj veliko. Ne vem, če se bo to še nadaljevalo, nadaljnjih pol leta bo ogromno podjetij
prisiljeno odpušča zaradi tega, ker več čisto enostavno stroške energije in stroškov delovne sile, se pravi, ne bo več možno plačevati. Plačilna nedisciplina pa je v tem trenutku na globalni ravni katastrofa. To se strinjam, pa to smo že uvodoma rekli, da tukaj se bo, da imamo pobude in imamo na mizi določene ukrepe za gospodarske subjekte glede višjih cen električne energije pa ostalih energentov, zlasti zemeljskega plina. Boli še ena druga stvar, ogrevanje, da ne pomote. To je najhujša stvar, večja kot pa elektrika. Zato tega, ker tukaj pa dolgoročno problem, vprašanje, če bo šle cene energentov ogrevanja, sploh kdaj dol. Tukaj lep primer bil recimo Celje. Celje je imelo zmeri dražje ogrevanje, zaradi tega, ker se pač morali plačevati ta sežig lahke frakcije. Tukaj so recimo Sindijo, ko pač predaja to energetiki, mora plačati 92 evrov po toni, da mu ga zažgejo. In to je vsa leta Celje bremenil z višjo ceno ogrevanja. Ampak zdaj, ko je pa plin ponorel, ker to zagotavlja približno 50% toplotne energije v daljinskem ogrevanju Celja, so pa nas cene ostale tu nekje ogrevali, mi nismo skočili veliko. Ostali so pa odleteli, recimo Maribor je letelo ne bo, ker je striktno samo plin. To je tukaj neka kombinacija, na dolgo probo bo morala biti, ne može biti samo na en energent več. To smo mi v Mariboru govorili, jaz sem se sestal v Mariboru s tem gospodom Percem, oni se zavedajo, da nima te diversifikacije, ampak prepozno. Je pa povem, sosežig, jaz mislim, da je to rešitev. Mi prodajamo, oziroma mi plačujemo, da nam drugi kupijo smeti in ogrevamo Dunaj. Ne kupijo, mi plačamo. Ogrevamo Dunaj z našimi smeti, se ogreva Dunaj, naprimer, tam na Zeplinštrase imajo to zažgalnice, če res je kaj to. Mi smo potem želeli to napraviti, to v Šoštanju sosežig narediti, pa ne gre, pa ni. Vsi nasprotujejo tem, lokalne, civilne iniciative, vse se spet dvigano, pa bi imeli. Zakaj mi moramo to izvažati? Mislim, ne izvažati, mi plačujemo na drugi vzamemo. Mislim, da se na leto blizu 50 milijonov denarja gre s tem v tujino, torej nekaj, kar bi bilo, mi bi se za 50 milijonov ogrevali, zdaj pa še nekomu plačamo za 50 milijonov, kar je res čisto noro. Ali je možno potem, da se tudi vprašanje sežigalnic, sosežiga znajde v recimo interventnem oziroma posebnem zakonu, ki ste ga prej omenjal, o umeščanju strateških objektov v prostor, to verjetno vendarle niso samo, tudi to so energetski objekti, pravzaprav in je nek dodaten vir. Vidite to opcijo, minister, da se mogoče na tak način tudi pospeši, da lahko uporabljamo surovine in tudi odpadki so surovine, da jih zadržimo, uporabimo v Sloveniji in da tudi s tem postanemo tudi na odpadkovnem področju bolj samozadostni. Zagotovo, ampak ne bo najprej te zakonodajne pobude. Mi smo imeli približno 3 tedne nazaj na eni izmed sej vlade, smo bila skupaj z direktorjem Mesom, slovenskih železnic in smo debatirali o slovenski železniški infrastrukturi, ki spominja na muzej na prosto. Naša železniška infrastruktura je nam res v ponos in tudi potovalni čas in vse ostalo. In mi smo začeli spet s postopki, strategijo umeščanja v prostor dvotirnosti prog okrog Ljubljane. Imamo Ljubljana, Grosuplje, Ivančna Gorica, drugi tir, Ljubljana Kamnik, drugi tir, Ljubljana Kranj, drugi tir in hitra železniška povezava Ljubljana Maribor. In potem smo mi to strategijo dali naprej, umeščanje v prostor drugega tira proti Ivančni Gorici je že v postopkih, Ljubljana, Domžale, Kamnik tudi. Mi smo malo spraševali, koliko časa bi to šlo, koliko časa bo trajalo umeščanje. Žalost, mislim, Ljubljana, Kamnik 6 let. Umeščanje v prostor, če bo vse v redu. In to samo na določenih odsekih dvotirnosti. In da ne govorimo potem Ljubljana, Maribor, 20 let, jaz ne vem, koliko časa bi to potem pisali, te strategije, pa vse vplive na okolje, presoje vplivov na okolje. In potem je tam direktor Mes rekel, da pač v Avstriji imajo poseben zakon za umeščanje strateških objektov v prostor. In imajo, nekatere države, članice EU, imajo posebne zakone, ne interventni, ampak zakon za strateške objekte, umeščanje, presoje vplivov na okolje in tako naprej. In o tem jaz govorim. Ker ne bi bilo samo za energetske objekte, ampak
za vse ostale, ki država opredeli kot strateške, jih je treba res boriti naprej. Ker mi, če govorimo o razogljičenju, mi potrebujemo hitro železniško povezavo Ljubljano-Maribor. Drugače bomo imeli polno Štajerko še naprej avtomobilov. Nekdo iz Celja bi lahko komotno vlako prišel po 20 minutah v Ljubljano, če bi imel dobro povezavo, pa ekonomično. Ampak, prostite, Neapelj, Rim so umestili pa zgradili v nekaj letih. Ne? Pri nas bojo pa vsi v tujini imeli že hyperloope, ko bomo mi naredili kakšno železnico novo. Razumete, jaz želim, da je od Pečečih bo šel iz Kamenka na Kamenk graben, ne, pa prišel v Ljubljano, pa jaz v Domžalah gor, pa šel v Ljubljano z vlakom, ker bom imel takten vlak na 15 minut in bom prišel v 10 minutah v Ljubljano. Ne pa, da se moram v Črnučah čakati, da pride on drugi čez, da moram tam čakati, da na železniški postaji bože ne greš not. Ne. Mi rabimo to vizijo in žal sami postopki, ma denar je, pa za gradnjo volja je tudi, imamo tudi firme, to zgradijo. Problem so, da mi pridemo do gradnje. To je pa tudi vizija je, ideje so, imamo vrhunske ljudi za to. In jaz mislim, da bo ta zakon potrebno, mi je zdaj, to bilo 3 tedne nazaj. In ta zakon se bo sprejel. Ne vem, kdo bo naslednja vlada, morda bomo še v tem mandatu to naredili. Ne želimo se seveda potem kakšnih referendumov, ne, absolutno ne. Ampak to vrstne zakonodaje je nujno potrebna, če želimo določene strateško pomembne stvari, od sežigalnic do energetskih objektov, do drugih strateških linijskih objektov umestiti v prostor, potem rabimo to vrstno zakonodajo. Odlično, hvala lepa. Mislim, da pri tem boste zagotovo dobili tudi podporo gospodarstva, ker so vse take projekte, o njih govorimo, radi bi, da nehamo govoriti o njih, ne? Ampak da začnemo delati. Ne? Da še kakšno sklepno vprašanje, izvolite. Jaz bi mogoče malo zrcalo nastavil, vse ne, da se razumem, bi rekel, frustracijo na drugi strani, ampak v resnici zakonodajo piše politika, ne? Leta bi morala napisati gradbeno zakonodajo na način, da postopki niso paradoksalni. Mislim, preprosto, če bi jo verjetno predpisali od Avstrijcev, skupaj s tem zakonom, ko ga omenjate, verjetno bi perfektno funkcionirala, ne? Pa seveda vedno znova si jo zmišljujemo. Delno, jaz sem arhitekt in se pa s tem področjem že 20 let srečujem, da jaz predvidevam, da je delni razlog, zakaj je tako, zato ker ima država že skozi zelo komplicirano gradbeno zakonodajo, za večino svojih objektov pomeni prenove cest, se reče ena dikcija, ki se pravi javna dela, mislim, da so državna dela v javno korist, in v tem trenutku ne rabi gradbenega dovoljenja, ne. Se pravi, država ugotovi, da je tako komplicirano naredila postopke, da sama za večino svojih nekih umestitev v bistvu preblika, definitivno, ne. In seveda v tem je tudi delni razlog, zakaj nikoli se ta zakonodaja ni ustreznejše pripravila, da bi bila bolj operativna, tudi za samo državo. Pa hvala Bogu, da imamo te vzdrževalne dele v javno korist, ker drugače ne bi mogli. Hvala Bogu, ker bomo še naprej imeli 20 let isto zakonodajo, pač lahko danes, pa ne vem, kdo vse dela mimo gradbenega dovoljenja. Ne, sem primer, ne. Zdaj smo začeli, da bi naredili od Domžal do Ljubljane 3. pas. Mi smo to želeli narediti čim prej, da bi odstavni pas preoblikovali v 3. pas, potem pa imamo te par izvozov, ne, kot je Šentjakov in tako naprej. In to bi vse šlo v vzdrževalne dele v javno korist. Šli smo podati soglasje, danes je šel podati soglasje, dobili smo pritožbe, mislim, da od NIJZ-ja zaradi povečanega hrupa v 3. pasu, pa ostale stvari, tako da tudi tem vprašanje, če bo šel vzdrževalna dela v javno korist čez, ne. Na železniški infrastrukturi pa grejo vzdrževalna dela v javno korist pri prenovi železniških postaj, pa vsega ostalega, to pa drži. Je popolna neumnost, ampak ja, imaš greskot, ne? Sam gre hitreje skozi. Zdaj le bomo začeli graditi. Dajte se nam javno dela, da bomo vstal gradili, pa ne najmo več gradili zakonodajo. Zdaj le bomo, imate prav, ne, glede tega, da kdo piše zakone, zakone piše politika. Drži. Piše zakonodajo, ki za državljane je nemogoče, država si pa drži, je res, mislim, par excellence fenomen. Zakone piše, da drži, politika, državni zbor jih sprejema, kot je bil zakon o vodah, ne. Ki verjemite, da bi rešil marsikakšen problem ob vodah in tako naprej tudi za določenimi stvarmi, ampak je končal tam, kam je končal. Žal. Pa bomo imeli zaradi tega, po mojem mnenju, še probleme. Morda še kakšno vprašanje? Predsednik, ste bil, ste želeli še vprašati? Ne. Upozoriti na roko. Potem pa v bistvu se zelo... Jaz bi še
Izvolite, nisem bila pardon, evo. Jaz bom malo šel izven te debate, ki je danes, ampak bom izkoristil priložnost, da bom predstavnika vlade tukaj, ker enostavno se predstavniki vlade ne odzivajo na težave, ki jih imamo v delu gospodarstva, ki se mu reče industrija sreča v dogodkih. V tem trenutku se srečujemo z res nemogočo situacijo. Praktično nam je prepovedan delati dejavnost. Strani gospodarskega ministrstva pa nismo dobili nobenega praktično pravega odziva. In me zanima, ali dejavnosti, ki so zares zaradi ukrepov, ki so, in nimam jaz posebno nič proti ukrepom, a zares te dejavnosti niso gospodarska dejavnost v tej državi, da bi imela možnost, oziroma da bi jih kdo prisluhnil in da bi bili deležni kakšne podpore, nujno potrebne podpore za preživetje. To sicer ni z vašega resornega področja, ampak vendarle vem, da stiska je zelo velika, zlasti v tem delu, ki ga je omenil gospod Izeršek. Vemo, da december je mesec, v katerem gostinski del naredi toliko kot sicer v 2-3 mesecih, in ko ti izpade torej najboljši mesec v letu, seveda je obstoj marsikaterega podjetja pod vprašanjem in tukaj v mnogih primerih govorimo o družinskih podjetjih, o celih družinah, v bistvu, ki so povezane s temi problemi. Kakšen posluh ima vlada torej za te, kjer jim je direktno v bistvu za ukrepi, seveda v namen ohranitve javnega zdravja, ampak kako na drugi strani omogočati, da bodo ta podjetja, ki se morajo žrtvovati za skupno dobro, ne bila žrtvovana. Zdaj, jaz ne bom komentiral za nazaj sprejete ukrepe, da so PKP-ki pomagali, verjamem pa, da so pomagali mnogo manj, kot pa če bi bili vi odprti. To pa dejstva. Ampak tukaj smo na istem čovnu, mislim pa, da imate v vladi, lahko rečem, da dva ministra, ki sta industrijo srečen zelo podpirala na vladi Republike Slovenije, pa bom potem v OFU povedal kdo. Zagotovo. Lahko pa sporočilo prenese naprej do Zdravkota, na tem tem, ga bom videl četrtek na sej vlade, do našega ministra, pa mu povem, mislim, da glede to, kakšna COVID situacija prihaja še do kakšnih drugih zakonskih pobud, glede pomoči, zagotovo. Lahko rečem, da v PKP do 10 smo res probali zajeti čim več segment ljudi za pomoč. Nihče pa si ne želi, jaz verjamem, da je bolj pametno, da bi bili odprti, oziroma da bi tudi industrija srečen delala, kot je delala pred krizo. Ampak jaz ne bom si upal usoditi, kaj je prav in kaj ne v tej COVID situaciji, ker karkoli rečeš je lahko narobe, ker nisem strokovnjak za COVID razmere, ne za zdravstvo. Verjemite pa, da sem zelo blizu gospodarstvu, v načinu razmišljanja in tudi sicer izhajam iz podjetniške družine in vem, kaj pomeni obrtniški kruh, trdo prigaran in tako naprej. Tudi moj brat ima recimo podjetje, oče ima podjetje, skupaj garajo na polno cene energentov in gre tudi zelo narobe pa surovin. Tako da razumem celotno stisko, zlasti pa v tej COVID situaciji. Ne vem pa, kaj imajo na MGRT-ju za ukrep, ta trenutek res tega ne vem. Lahko pa prenesem informacijo, pa mi date kontakt, ko vas pokličem, kakšne so ukrepe. Tako da se res opravičujem, da ne bom odgovoril zadnje vprašanje. Jaz sem tu govoril kot predlog. Čim prej moramo priti nazaj normalno družbo. Če moramo priti nazaj normalno družbo, edina opcija cepljenje. Dokler nismo cepivo imeli, je bila ta stvar tako škatljiva, pa testiranje, pa sem pa tja. Danes imaš težavo, da ljudje razumejo, da če se testirajo, da so bolj kao varni. In sploh ne razumejo, da v resnici niso varni. Jaz mislim, da je to osnovno problem, ko ga imamo. Če bomo dosegli neko stopnjo družbo, nazaj odpremo in točno to, kar je prej gospod industrija srečen, bo enostavno začela normalno nazaj poslovati, normalno nazaj delati. Trenutno pa to ni možno, ker imamo samo polovico cepljenih. Ja, polovica nas je, sorry. Zdaj, a smo mi čudni, a so oni, ko se ne cepijo čudni, edni čudni.
Tukaj imamo veliko posebnosti v Sloveniji, ne, mislim, da ima tudi vlada pri nekaterih ukrepih zvezane roke zaradi presoj tudi na ustavnem sodišču, se pravi, da bi tudi kakšni ukrepi bili lahko bolj ambiciozni. Ustavno sodišče je krivo za ta del, kar se je naredilo, da so v tem imeti obvezno. Če lahko s tem zaključim, bi tudi jaz pozval k cepljenju, ne? Ja. Tega, ker je to po mojem mnenju, mislim, ne samo po mojem mnenju, pač po mnenju stroke, ne? Edini opremljiv in znanstveno dokazan način za boj proti covidu. In ko bomo mi enkrat rekli znanosti, da ne verjamemo, potem ni več daleč čas, ko bomo rekli, da je Zemlja ravna. Razumete? Mi moramo zaupati strokovnjakom, mi moramo zaupati tistim, ki hodijo 6 let na fakulteto, pa potem delajo doktorate, pa so strokovnjaki, se izobražujejo, pišejo in objavljajo strokovne članke, ker potem bo res nekdo prišel, pa bo rekel, cepivo ne deluje in hkrati bo rekel, da pač je tale Zemlja ravna. Ne? In to se bojim, da v tej družbi ni več daleč čas. In mi znanosti moramo zaupati. To je prva stvar. In druga stvar, jaz sem tudi razočaran nad odločitvijo, posameznimi odločitvami našega ustavnega sodišča, odkrito povem, ker mislim, in pogledal sem sodbo nemškega ustavnega sodišča, ki je bilo drugačno, ne? In lahko rečem, da pač drznem si komentirati, da spoštujem odločitev, ampak ni pa najbolj optimalna za zdravo družbo in zato, da bi to krizo čim bolj prebrodili. Pa še to, 2 meseca pa pol smo čakali na to odločitev mi v javni upravi. Od konca septembra pa do zdaj. To je isti problem, kot umeščenje prostor, ko se pretoči. In to je ta problem. Mi moramo spodbujati ljudi k cepljenju, ker to je edina rešitev. V Veliki Britaniji sem bil na Škotskem, danes se bodo odigrali Champions League tekme, a ne? Tam so nastavljeni brez mask. A veste? Se pravi, da nekaj deluje, cepimo, ne? Če pogledamo številke pri nas, pa tudi v Avstriji, ker imajo na evropski ravni nimajo najboljše precepljenosti, mislim, da okrog 70%, pa imajo lockdown. Zaradi tega, ker nimajo najboljše precepljenosti. Samo od ponedeljka naprej bo samo za necepljene lockdown, da so ostale pa sprostijo. Ja, pri nas bi to pada na ustavno sodišče. Tako da, okej, draga družba, najlepša hvala. Sonja, hvala predsednik za povabilo. Dajmo se boriti skupaj, hvala za vaše delo kot podjetniki. Lahko rečem, da ta vlada ceni to delo. Jaz osebno res cenim delo podjetnikov in vseh vložkov, ki jih date prostega časa za to, da ustvarjate dodano vrednost za Slovenijo, da plačujete zaposlene, da imate zaposlene ljudi in to je ta dodana vrednost. In je treba sprejeti vse najboljše spodbude za to, da boste najboljše delali in da bi lahko to COVID krizo čim prej prebudili, pa da bi bila to vrstna industrija nazaj odprta. Hvala. Minister, najlepša hvala. Če dovolite, bi samo še preverila še eno vprašanje smo prejeli, ampak mislim, da ste ga v bistvu že odgovorili, ne? Če lahko pospešite sprejetje ukrepov, ki so jih predlagali kolegi iz gospodarske zbornice, ali se lahko kako povežemo, zlasti gre tukaj za kovinski sektor. Prej smo slišali, da je v kovinskem delu, kovinske industrije je izpostavljenost, se pravi, odvisnost od cen energentov še toliko večja, ker je to velik del v ceni izdelkov. Skratka, če karkoli potrebujete z naše strani oziroma želeli bi sodelovati pri pripravi teh ukrepov, ker verjetno se tukaj vendar srečujete dva z resorja, po eni strani gospodarski, ki je naš tudi matični resor, po drugi strani pa gre tudi za energijo, ki je v vašem resorju, tako da če boste oblikovali in pozivamo, da oblikujete mogoče kakšno posvetovalno skupino, naši člani iz teh prizadetih panog bi zagotovo sodelovali zraven, da se lahko oblikujejo najboljši predlogi. Mi smo s tem predlogom od gospodarske zbornice smo seznanjeni, če so imeli novinarsko konferenco od vaših kolegov, sem tudi posodajali ta pisma. O tem sem jaz govoril, da imamo določene predloge na mizi, določene pobude, vsaka pobuda, ki pride, je dobrodošla. Še enkrat pa poudarim, da ne smemo spodbujati, da recimo v določenem segmentu špekulanskega trga spodbujamo dolgoročno špekulativnost. Ampak čim prej treba stvar, da je to normalno. Mi lahko izpraznimo podnebni sklad, sfinanciramo v enem letu to stvar in potem ne bomo nič naredili, če se ne bo stvari dolgoročno normalizirali. In da preprečimo te stvari. S to pobudo smo seznanjeni, tudi mislim, da na Ministrstvu za gospodarstvo
Zagotovo se bomo s Gospodarsko zbornico Slovenije, tudi z vami, lahko tudi s kom drugim, ki je zainteresiran kot združenje podjetnikov, obrtnikov, se bomo dobili in to realizirali, da vidimo, kakšne so še ostale pobude na mizi. Najlepša hvala za to vašo Hvala vam. odprtost in pripravljenost za nadaljne reševanje. Vam vsem pa hvala lepa za vprašanja in mislim, da se lahko še malo podružimo. Konec koncev smo vsi preverjeni, ne samo PCT, ampak tudi danes preverjeni za testiranjem. To je pa recimo naš prispevek, kako vsak dogodek skušamo izpeljati tako, da je varnost čim boljša, da se pa ne odrečemo temu, kar nas dela ljudi in to nas dela tudi to, da smo skupaj in da se izmenjujemo mnenja in izkušnje. Hvala lepa in lep pozdrav tudi vsem, ki ste nas spremljali preko zaslonov.